Lepo te pozdravljam, sem Jasna. Tale video pa govori o avtoriteti oziroma navidezni avtoriteti. Rada bi povedala 2 besedi o tem, zakaj sem se lotila raziskovalnega projekta Povej, ki sem ga delala po končanem mandatu kot članica vaške skupnosti. V tem času sem opazila, da ljudje ne poznamo svojih lokalnih predstavnikov in da v občinskih svetih v preveliki večini sedijo predstavniki strank in ne predstavniki vasi in krajev. Ljudje verjamemo, da nas nihče ne sliši, in to se v trenutni situaciji še kako izraža. Verjamemo, da so politiki pomembnejši od nas ljudi in premnogokrat zaradi tega nič ne naredimo. Projekt Povej je želel tukaj narediti eno spremembo, povedati, da so politiki tukaj zato, da služijo ljudstvu, ampak tudi mi ljudje se moramo ozavestiti glede tega, da je to njihova vloga in da je naša vloga, tako kot se je zdaj v tej krizi kar dobro pokazalo, ker nas je v bistvu toliko pritisnilo, da smo se začeli angažirati, ampak tudi v tako zvanih normalnih ali pa mirnih časih je potrebno ohraniti določeno gibanje tudi na lokalni ravni in se seveda zavedati, da dejansko politiki brez našega udejstvovanja ne morejo dobro opravljati svoje vloge. In osebno si želim, da bi, se pravi, to stališče, ki ga imamo, da smo mi tukaj nekje in da so oni tamle visoko gor nekje in da mi do njih ne moremo in pač vse to, kar smo jim nekako pripeli, to neki piedestal, da je to potrebno spraviti na eno realno raven. In ja, mi ljudje smo tisti, ki vodimo državo preko naših predstavnikov. In seveda zdaj, če se je izkazalo, da naši predstavniki niso vredni zaupanja, seveda delamo na tem, da se to spremeni, ampak kdo je torej avtoriteta? Oni niso avtoritete. Avtoriteta je vsak človek najprej prvo sam sebi in mi moramo to zavest osvojiti, zavedanje tega in biti primerno informiran v trenutni situaciji je ključ do tega, da se lahko verodostojno postavimo zase. Toliko za danes, bom nadaljevala. Hvala za ogled in nasvidenje.